Lepo pozdravljeni v prvi oddaji Mi smo se PTŠ v novem šolskem letu. Pridružite se nam pri spoznavanju največje pomurske srednje šole. Teme današnje oddaje so podelitev spričeval poklicne mature, nemška jezikovna diploma in teden mobilnosti. Srednjo poklicno in tehniško šolo v letošnjem šolskem letu obiskuje kar 807 dijakov in dijakinj, poučuje pa 70 profesorjev. V prvem letniku je letos 226 fantov in deklet in to v 8 različnih programih. Na fotografijah vam predstavljamo letošnje prvošolce. Dijake so pričakale urejene učilnice in pisane omarice, pravkar pa potekajo tudi zunanja dela, saj bo naša šola dobila novo fasado. Seveda vam bomo šolo v novi zunanji podobi pokazali v naši naslednji oddaji. Pa se zdaj vrnimo v letošnji julij, ko smo še eni generaciji maturantov svečano podelili maturitetna spričevala. Na svečanosti v dvorani Maximus je zbrane maturante, njihove starše in profesorje nagovoril ravnatelj Ludvik Sukič in poudaril zadovoljstvo ob izjemnem uspehu pri opravljanju poklicne mature, saj jo je uspešno opravilo 97% dijakov, med njimi pa je bilo kar 13 zlatih maturantov. Iz razreda 4K1, strojni tehnik, Jan Bertalanič, Jernej Jurhar, David Kosi, Marko Kreslin, Ivo Kuzma, Anej Meznarič. Iz razreda 4R1, tehnik računalništva, Gregor Jerebic, Aleksander Kovač, David Pintarič, Matic Pintarič,
Matej Škafar, Miha Trstenjak. Iz razreda 4O1 okoljevarstveni tehnik Eva Zorjan. Ove ne povedal. Kam si se vpisal? Ja, no, Univerzo v Mariboru. VSU. Kaj boš študiral? Boš šel za profesorja slovenščine? Ne, ja, brez veze to. Za strojnika rajše. David je moral vsako uro najti kakšno zadevo, da me razjezi, ampak zdaj je tukaj, v redu je. Jan? Tudi jaz sem se vpisal na strojno fakulteto. On pa zanalaš zdaj prekmursko, ker ve, da sem na to občutljiva, ne? Jernej, ovojga sem včasih tako zaletejni. Ampak kljub temu je uspelo tako, kot si želel, ne? Kam te vodi pot? Fakulteta za strojništvo Maribor. Strojništvo Maribor. Strojništvo Maribor, ja. Torej bodo še naprej sošolci, ne? Tako, zdaj pa, Eva, bom tebe za konec pustila. Da bomo zaključili, ne? Tako kot se spodobi z žensko, ne? No, pa gremo sem k našim tehnikom računalništva. Kaj ste si pa vi, fantje, zbrali? Fakulteta za varnostne vede. Bodoči varnostnik, ne? Ja? Fakulteta za elektrotehniko. Zdravstvena fakulteta v Ljubljani. O, kakšna smer? Radiologija, ugiba? Radiologija. Feri Maribor. Tudi Feri Maribor. Kdo od vas je delal to aplikacijo za bolezenske simptome? Ja, jaz pa sošolec. Tako da, če vas kaj boli, ne, zdaj veste, na koga se obrniti. In Eva, tvoja želja? Fakulteta za zdravstvene vede Maribor. Ti pa ne boš radiologinja. Zdravstvena nega. To se pravi, da se bomo mogoče še kdaj srečali, ne? Tako. Torej, to so, spoštovani gostje, zlati maturantje naše letošnje generacije. Zelo veseli smo tega uspeha in zelo veseli smo tega, da ste prišli, da ste si vzeli čas in jih pozdravili. Seveda pa vsem vam, ki ste opravili poklicno maturo, v imenu vseh profesorjev in profesoric še enkrat čestitam in vam želim vse dobro na vaših poklicnih ali študijskih poteh. Spoštovani starši, bodite ponosni na svoje otroke. Torej, vaša generacija, tako kot je bilo povedano prej, je doslej najboljša v preteklosti ali zgodovini naše šole. Še posebej iskreno čestitam vsem zlatim maturantom k vašemu izjemnemu uspehu, ki ste ga dosegli predvsem s svojo trdno voljo, pridnostjo, vztrajnostjo in odgovornim delom. Vaša generacija je bila ena izmed najboljših, sploh kar smo jih kdajkoli imeli v zgodovini te šole. Saj nikoli doslej še nismo imeli kar 12 zlatih maturantov v enem, pa čeprav smo zadnjih nekaj let najuspešnejša pomurska šola, saj kar se tiče števila zlatih maturantov. Zato še enkrat iskrene čestitke vsej generacije v imenu celotnega profesorskega zbora in v imenu vodstva šole. Za kulturni program na podelitvi so poskrbeli učenci Glasbene šole Beltinci. Vsem maturantom želimo veliko uspeha na poklicnih in študijskih poteh.
V petek 30. septembra je 13 dijakov in dijakinj naše šole prejelo nemško jezikovno diplomo prve stopnje, tako imenovani DSD-1. Dijaki so priprave opravili na naši šoli v sodelovanju s soboško gimnazijo. Priprave na nemško jezikovno diplomo, ki omogoča vključitev na trg dela v nemško govorečih državah, bodo na naši šoli v sodelovanju z gimnazijo Murska Sobota potekale tudi letos. V prihodnjem šolskem letu pa bomo na SPTŠ samostojno začeli izvajati priprave za nemško jezikovno diplomo DSD Pro, ki je bolj strokovno oziroma poklicno usmerjena in je prav tako namenjena za lažjo vključitev na trg dela v nemško govorečih državah. Izpit je v lanskem šolskem letu opravljala tudi Marija Pucko iz programa Tehnik oblikovanja. Zakaj si se odločila za opravljanje izpita za nemško jezikovno diplomo? Da bi lažje dobila službo, če bi se odločila za delo v Avstriji ali v Nemčiji. Kako so potekale priprave? Vsak ponedeljek smo se 8 ur dobivali in reševali vaje, pisali spise. In kaj ste morali vedeti na izpitu? V bistvu je pomembno že neko predznanje nemščine, da bi uspešno opravili ta izpit. Letos imaš maturantko v programu Tehnik oblikovanja.
Že veš, kaj bi še delala v okviru 4. enote na poklicni maturi? Ja, izdelala bom filmske plakate. Hvala za pogovor. Tudi letos so se dijaki Srednje poklicne in tehniške šole v Murski Soboti udeležili dejavnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Evropski teden mobilnosti je najbolj razširjena kampanja za trajnostno mobilnost v svetu, poteka vsako leto od 16. do 22. septembra. Namen akcije je spodbuditi uprave evropskih mest, naj spodbujajo in uvedejo trajnostne ukrepe na področju prometa in naj povabijo prebivalce, da preizkusijo načine prevoza, ki pomenijo alternativo vožnji z osebnim avtom. Naši dijaki so se v središču mesta predstavili s stojnico in igranjem košarke, v soboški knjižnici pa smo se predstavili z govornim nastopom na temo Sodobna mobilnost na SPTŠ. V predstavitvi smo predstavili maturitetne naloge naših dijakov, ki so povezane s to temo. Toliko smo vam pripravili za oktobrsko oddajo Mi smo SPTŠ. V ogledu vas ponovno vabimo decembra. Hvala za vašo pozornost.